Z nami ob Svetovnem dnevu multiple skleroze so tudi študentje iz fakultete Alma Mater. Z nami je danes gospod David. Vidim, da imate neke teste danes tukaj, kaj počnete z nas ključnimi obiskovalci. Nam lahko predstavite, kaj ta test predstavlja? Se pravi, to je test 9 zatiča. S tem nekako pri pacientih oziroma pri ljudeh, ki jih testiramo motoričnost. Kako se izvaja, se pravi, 9 zatičev leži na tleh in potem jih s posamezno roko v najhitrejšem možnem času nekako spravimo nazaj v naš škatlo. Tako da to je nekako to, ja. In kaj vam potem ta test pokaže? Se pravi, čim boljši čas, tem boljša potem nekako koordinacija oziroma te ročne spretnosti. Pa imajo načeloma bolniki z multiplo sklerozo težave ta test izvajati? V večini primerov, ja, se najde tudi kateri, ko ima skoraj da te normalne rezultate, ampak v večini primerov pa so malo v odstopanju. Pol pa še imate tu eno drugo napravo. Kako pa se z tem testira? Ta naprava, test se pa reče dinamometer. Z dinamometrom merimo moč oprijema. Testira se pa tudi izmenično vsako roko 3-krat. Roka mora biti flektirana in pa rahlo obrnjena v zapestju. Se tudi potem vsake roke meri povprečje, tako da to je tudi to, da. Pa tudi pri tem testu imajo bolniki z multiplo sklerozo kakšna odstopanja, so šibkejši? Tu so ponavadi rezultati skoraj nekako isti, ne. Mogoče čisto malo odstopanja, ampak v večini primerov pa normalno. Ja, najlepša vam hvala, da ste se udeležili danes našega dogodka ob Svetovnem dnevu multiple skleroze in vam želim obilo uspeha še naprej.